Jakov in 7 roparjev. Pred davnimi časi je v majceni vasici, stisnjeni med 2 gorama, živel čevljar po imenu Jakov. Skozi okno svoje delavnice je občudoval prekrasno naravo, ki ga je obdajala. Čarobne gozdove, kristalno bistre potočke in mogočne zasnežene gore, ki so se dvigale pred njim v daljavi. Jakov je imel sinka po imenu Mihajl, ki je bil tako bolan, da še s postelje ni mogel in se ni ne ganil, ne govoril. Jakov je ženo Olgo dolgo leto hodil od zdravnika do zdravnika, da bi našel zdravilo zanj. Toda bolezen njunega sina je ostajala skrivnost. Tedaj je Jakov spoznal, da je prišel čas, ko bo moral vzeti zadevo v svoje roke. Klečal je ob sinovi posteli in mu brisal pot s čela in ga bodril. Ne skrbi, sinko, boš videl, vse bo še v redu. Mihajl je bil prešibek, da bi kaj rekel. Dečkova mama se je s solzami v očeh ozrla proti nebu, potem pa brž odšla iz sobe, da je ne bi videl jokati. Jakov je sledil in je našel hlipajočo za vrati. Ne smeva se tako zlahka vdati, je rekel in ji brisal solze z obraza. Olga ni več prenesla, da bi sin še naprej tako trpel. Odhaja s tega sveta, je rekla s silno žalostjo v glasu. Vidim mu na očeh. Jakov je vedel, da je v njenih besedah zrnce resnice, a se še ni bil pripravljen dati. Močan dečko je, jo je tolažil. Moč mu zdaj ne pomaga več, samo še čudež ga lahko reši. In res je bilo tako. Moraš po nasvet k modremu starcu, ki živi v hiši na robu vasi, ga je rotila Olga. Ljudje pravijo, da se pogovarja z angeli in da dela čudeže. Toda ne poznava ga, je rekel Jakov. Potrkaj na njegova vrata in mu ponudi plačilo, je rekla Olga. Usmilil se naj bo, ko bo izvedel, da je Mihajl najin edini otrok. In tako je Jakov zbral ves denar, kar ga je imel, in se odpravil k modremu starcu, ki je bival v hiši na robu vasi. Ko je Jakov prispel, mu je vrata odprl fantič, nič kaj dosti starejši od Mihajla. Pozdravljeni, je rekel fant z velikimi zelenimi očmi. Jaz sem Pavel. Pozdravljen, Pavel, imaš očeta doma? Je vprašal Jakov. Ne, dedek je doma, je odvrnil. Koga pa naj napovem? Čevljar Jakov sem. Ne pozna me, vendar moram nujno govoriti z njim. Za Pavlovim hrbtom se je začutil topel glas. Kar naprej, Jakov, in postrezi si svežimi datelji, je bilo slišati starca. Jakovu je odleglo, ko je videl, da je starčev obraz enako mehak kot glas. Snel si je klobuk in vstopil. Starec je začutil skrb v Jakovem glasu in skušal ga je pomiriti.
Sedi in mi povej, kaj te teži. Jakov se je namestil v udoben naslonjač in povedal starcu, svojemu edinemu sinu, kako da je bil bolan, kako sta ženo neuspešno iskala lek in kako je čutil, da nad sinovo posteljo že lebdi angel smrti. Ko je končal, je starec zamižal in ni rekel nič. Jakov je negibno sedel in zadrževal dih. Samo čakal je in srčno upal. Čez nekaj trenutkov je starec spregovoril. Bom videl, kaj lahko storim. Nisem bogat, je rekel Jakov, a vse, kar imam, naj bo tvoje. Z veseljem ti vse dam. Jakov je odprl usnjeno torbo z novci in papirji, a starec mu je z roko pokazal, naj jo zapre. Ne bo treba, je rekel starec. Če pa mi uspe, bi bil moj vnuk Pavel zelo vesel novega para čevljev. O, hvala, tako zelo vam hvala, je vzkliknil Jakov. Starec je videl, da je Jakov še vedno ves prežet skrbjo in žalostjo in ga je skušal potolažiti. Nocoj bom molil, da vidim, kaj porečejo angelci. Zdaj pa pojdi domov in se malo spoči. Zjutraj se pogovoriva. Naslednjega dne je Jakov ves poln upanja in pričakovanja vrnil v hiši modrega starca. Vidim, da nisi nič spal, je dejal starec, ko ga je na pragu pozdravil. Bojim se, da je to zadnji dan, ki ga bo moj sin preživel na tem svetu, je rekel Jakov in živčno mencal z rokami. Ste sinoči molili zanj? Sem, je odvrnil starec. Pridi, stopi noter in se namesti. Molil sem za Mihajla snoči in kar ti bom povedal, te ne bo najbolj potolažilo. Jakovu so se oči nabrale od solza. Povejte mi, karkoli je že, je hlipal. Starec je prijel Jakova za izmučene roke in dejal: Moja molitev je snoči sicer dosegla nebeška vrata, ampak vrata so bila na žalost zapahnjena. Bojim se, da zdaj ne morem nič storiti za tvojega sina. Pa saj ni mogoče, je rekel Jakov. Mihajl je še tako mlad, pa še najino edino dete je. Moja Olga tega ne bo prenesla. Res mi je žal, je rekel starec, vendar nima moči, da bi odklenil vrata. Ubogi Jakov je bil čisto iz sebe, samo sedel je in jokal. Stari modrec je čutil Jakovo bolečino, a je ni mogel ublažiti. Popraskal se je po bradi in malo pomislil, naposled pa rekel: Tudi sam sem imel edinca, ki mi je bil veselje in ponos. Hvaležen sem nebu, ker mu je naklonilo dovolj dolgo življenje, da mi je podaril vnuka. Nocoj bom še enkrat poskusil.
Sicer ti ne morem nič obljubiti, ampak vrni se znova jutri. Bomo videli, kaj se da narediti. Jakova je spet oblil žarek upanja. Nehal je jokati in dejal: Tega vam nikoli ne pozabim, in če mi lahko kako rešite sina, sem za vekomaj vaš dolžnik. Ko je Jakov odšel, je starec k sebi poklical vnuka in mu naložil sila čudno nalogo. Rad bi, da stopiš v mesto in poiščeš vse roparje, žeparje in zločince, kar jih je. Potem pa jih pripelji sem. Čim bolj grozni bodo, tem bolje. Pavel je s svojimi velikimi zelenimi očmi še bolj debelo pogledal. Ampak, dedek, je rekel, saj to je nevarno. Modrec je položil roko na srce. Moraš mi zaupati, je rekel. In tako je šel Pavel v mesto in zbral vse lopove in žeparje, kar jih je našel. Čudil se je, kako zlahka jih je izsledil in kako zelo so bili pripravljeni sodelovati. Celo oni so že slišali za modrega starca, ki je živel v hiši na robu vasi. Tudi oni so slišali, da se je znal pogovarjati z angeli in ga prav zato niso nikoli nadlegovali. Ko so razbojniki prišli do hiše, jih je starec povabil noter in postregel s pijačo in jih posedel. Hodil je po sobi in jih spraševal, kako jim je ime in kakšne vrste nepridipravi so. Prvi je spregovoril Vladimir Zlobni. Bil je velik, debel in kosmat. Trdil je, da lahko z golimi rokami ukrivi železo in preljukne kamniti zid. Za njim je govoril Satko Kača. Ta je bil suh ko preklja in zvit ko presta. Ni je bilo ključavnice, ki je ne bi škrtnil, ni dragulja, ki ga ne bi izmaknil. In potem je bil tu Boris, bosonogi palček. Rad je tekal naokrog in starim gospem po vasi suval torbice ali pa malčkom kradel igrače, da jih je potem imel zase. Ampak veste, ker se je bal teme, je vedno kradel samo podnevi. Pa smrdljivi paša, ki je postal strokovnjak za to, da je ljudem jemal konje in ovce, za katere potem ni plačal. Počasi je začel še smrdeti kot oni, konji in ovce namreč. Naslednja je bila Petra žeparka. Oblečena je bila sicer kot fant, ampak v resnici je bila hudo poredna punca. Rada je pripovedovala dolge zgodbe o grozodejstvih, ki pa se v resnici niso nikoli zgodila. Medtem, ko je poslušalce uročila s svojimi izmišljotinami, se jim je Petra s svojimi dolgimi, pajkastimi prsti prikradla v žepe in jim pobrala vse, kar so imeli. Prste je tlačila vse povsod tja, kamor ne sodijo, še posebej rada v svoj nos.
Nakar Ivan zažigalec, ki je imel leseno nogo in je rad zažigal scenike, pa koruzna polja in je včasih po pomoti zakuril tudi lastno nogo. In pa ne nazadnje Igor Tiger, ki si tega vzdevka ni zaslužil, saj je bil njegov najhujši zločin to, da je cele dneve posedal naokrog in gledal v zrak. Bilo jih je 7 prebrisanih falotov. Nekaj časa so se drug pred drugim še šopirili in napihovali, nato pa je spregovoril starec. Domov sem vas povabil s čisto posebnim namenom. Rad bi, da skupaj molimo. Lopovi so se spogledali in se začeli gromozansko krohotati. Razen Borisa, bosonogega palčka, ki je poželjivo opazoval Pavlove čeveljce, vse dokler ga ni Ivan, zažigalec z leseno nogo, brcnil v piščal. Au! Je zarjul Boris. To boli! Si pa res prijazen. Malo se obnašaj, če ne, da ti ne bom parkljev podkuril, je zarohnel Ivan. In ko so se naveličali rigati in prdeti in zganjati hudiča, so se nenadoma pomirili. Videli so, da je starec mislil resno in nekaj je bilo na njem, kar jim je vlivalo spoštovanja. Povabil sem vas čisto posebnim namenom, je rekel. Edini sin čevljarja Jakova je zelo bolan. Mogoče ne bo dočakal jutra in potrebuje vašo pomoč. Rad bi, da molite zanj. Starec se je ozrl po sobi in vsakogar pogledal v oči. Ta skrivnostni starec, ki se je znal pogovarjati z angeli, jih je povsem uročil. Je bil čarovnik. Je znal delati čudeže. Je imel magično moč. Nihče ni čisto dobro vedel. Sicer pa sploh ni bilo pomembno, saj jim je bilo jasno, pa čeprav so bili vsi skupaj malo čez les, da je starec iskren. Potem pa se je zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Zaprli so oči in sklonili glave v molitev. Naslednjega dne ob svitu se je po starčevih vratih zaslišalo močno razbijanje. Že grem, je zehal Pavel, ko se je kobacal iz postelje in si imel oči. Starec je šel za njim. Odprla sta vrata in tam je stal Jakov. Sploh mu ni bilo treba odpreti ust, saj je že njegov prešerni obraz povedal vse. Vidim, da nama prinašate dobre novice, je rekel starec. Kako čudovito te je videti nasmejanega. Hvala, kako naj se vam oddolžim, je vzklikal Jakov. Moj sin je kot prerojen, kot da sploh ne bi bil nikoli bolan. Ženo, naju je sama radost in neskončno sva vam hvaležna. Čudež se je zgodil. In res se je rekel starec. Zdaj pa kar lepo domov in počivat.
saj nisi spal že celo večnost. Jakov je pokleknil in nežno poljubil starcu roko. Zatem pa je Pavlu poklonil par krasnih zelenih čevljev, ki so se lepo podali k barvi dečkovih oči. In še preden se mu je Pavel lahko zahvalil, je Jakov že odplesal po cesti navzdol. Starec se je ravno odpravljal nazaj v posteljo, ko ga je Pavel ustavil in vprašal: Pa kako je to možno, dedek? Tako dober si in pošten in brezmadežen. Ljudje, ki sem jih včeraj pripeljal sem, pa so goljufi, sleparji in roparji, tvoje živo nasprotje. Kaj nisi mogel k sebi povabiti boljših ljudi, da bi molili s teboj in ti pomagali odkleniti nebeška vrata? Dobro vprašanje, nikaj. Starec je pogledal Pavla. V očeh se mu je rahlo zablisnilo in dejal: Sedi, razložil ti bom. Ko sem prvo noč molil za Jakovega sina, sem prišel do nebeških vrat, pa so bila zapahnjena in bil sem nemočen. Jakovu je to strlo srce in čutil sem, kako zelo ga boli. Le kako naj bi bil vrgel puško v koruzo? Na lepem pa sem se nečesa domislil, je nadaljeval, in prosil sem te, da mi poiščeš vse barabe in lopave v vasi in jih zvabiš sem, da bi molili z menoj. In potem, je vprašal Pavel, še vedno zmeden, kako si odklenil vrata? Starec se je široko nasmehnil in dejal: Ko sem drugič molil, mi je pomagala tolpa vlomilcev. In dober vlomilec ve, kako se pride noter, če je zaklenjena Pavel. Vendar so tokrat to storili z molitvijo in njihova molitev je bila ključ do nebeških vrat. Vidiš, tatovi predstavljajo tisto plat človeka, ki je slaba, zavožena ali sebična. To pa je tista plat, ki jo moramo spremeniti, da bi bili lahko srečni. Ko hočemo, da se zgodi čudež, moramo pri sebi prepoznati svoje slabe lastnosti in si jih priznati. In ko se odrečemo grdemu obnašanju in se uprimemo dobrih del, tako kot včeraj tatovi s svojo molitvijo, s tem obračamo ključ in odklepamo nebeška vrata. Tako sprejemamo blagoslov in usoda nam je spet naklonjena. A tako, zdaj mi je pa jasno, je rekel Pavel, ki je končno razumel. Starec je vstal, pogledal bosonogega vnuka in dejal: Zdaj pa pojdi in preizkusi svoje nove čevlje. Jaz bom še malo legal. Nenadoma je glasno potrkalo. Pavel je skočil odpret, pa na pragu ni bilo nikogar. Juhu, tukaj dol, je rekel zelo neotesan glas. Pavel je pogledal dol in zagledal Borisa, bosonogega palčka, ki je imel očitno slabo vest.
Mislim, da so tole tvoji čevlji, je rekel Boris. Izza hrbta je potegnil par ponošenih čeveljcev. Sinoči sem jih pomotoma odnesel. Mislim, da so mi kar padli v žep tako in ker jih v bistvu ne rabim, se ti skratka pač opravičujem. Nič hudega, ampak lahko jih imaš, je rekel Pavel in se ozrl v svoje nove zelene čevlje. Zdaj jih ne rabim več. Borisu je bilo nerodno. Obul si je čevlje, se prvič v življenju zahvalil in je odcvrl po cesti navzdol. Pavel je gledal za njim in se smejal.